tome se pozivamo i na etnicitet, odnosno na način na koji je uređen položaj slovenske manjine u Republici Hrvatskoj. To smo odlučili u državnom zboru u ožujku od martu mjesecu 2011. I samo bi ovdje še dodao da Hrvata je bilo u Sloveniji na zadnjome popisu 1991. 55.000, preko 50.000. U drugom popisu 2002. smo prišli na 34.000, da je to prišlo na skoro polovicu, malo manje od polovice. I na sljednji popis, daj Bog, koliko će biti ovdje Hrvata, tako da Slovenija ili kako ćemo reći vlast pričekuje i novi popis i mislim da nas neće biti niti potrebno nam priznavanje manjine, jer nas neće biti. Jer mi danas kad pridemo do nekaterih podataka, vidimo da tudi hrvaški otroci već niti ne govore hrvaški. I to je jedan problem, jer nemate svog jezika, u školi ne možete ostvariti svoje pravo. Mislim da ne idemo baš u pravom smislu i u pravome pravcu, ova politika kako to misli zamijenjati, taj položaj nacionalnih manjina ovdje ili Hrvata pogotovo, da ne vidimo neku dobre budućnosti. Evo, hvala. Hvala. Zdaj, mogoče samo tako, bi rekla, sociološka vidika izpostavljena stvar, ki je gospod Joso omenil, to je vprašanje avtohtonosti in pravic izhajajočih iz tako imenovanega avtohtonega statusa. Ne vem, koliko ste, bi rekla, zasledili ta termin, bi rekla, v znanstveni literaturi, sociološki, ampak dejstvo je, da slovenska država v ustavi ne dovoljuje neke dodatne, posebne pravice, ki izhajajo iz tako imenovanega avtohtonega statusa italijanske in pa mađarske torej manjšine, pri tem pa recimo popolnoma negira, ne vem, avtohtonost nemške manjšine, zaradi čisto nekih preka zgodovinskih razlogov, kar je prvič sporno. Drugič pa je sporno samo vprašanje, kaj pomeni beseda avtohtonost. V sociološki preka znanosti se to tretira, avtohton je tisti narod oziroma tista etnija, ki na nekem območju živi že od nekdaj. In zdaj vidimo, kako absurdna je ta definicija, kaj pomeni to od nekdaj. In zdaj pomeni, da je od nekdaj 3 generacije, 5, 10, 15 in kdo je tu pravzaprav avtohton? So Italijani, Slovenci, Hrvati, mislim, tukaj se zapletemo v neko tako, bi rekla, nemogočo situacijo, ki pa jo, kot rečejo naši politiki in zakonodajalci, zelo z lahkoto rešijo z nekimi takimi zelo nejasnimi pojmi in z njimi pa operirajo kot z neko absolutno objektivno danostjo. To je zelo velik problem. Zato tudi smo priča, bi rekla, temu izpostavljanju nekega kompleksnega statusa in na nek način nepravično urejenega statusa hrvaške konkretno manjšine ali pa tudi italijanske manjšine v tem območju, ker gre pravzaprav za 3, če že uporabimo termin avtohtonosti, avtohtone etnije, ki so odvedno živele tukaj. Jaz bi pa besedo zdaj predala vam, Marina, če bi mogoče potem še vaše izkušnje. Ja, najprej se zahvalim za povabilo. Torej, jaz bi spregovorila seveda zrnega kot slovenska manjšina v Italiji, to je ena izmed manjšin v Ranijevski krajini, kot slovenske manjšine smo še furlanska in pa nemška jezikovna manjšina. Jaz mislim, da za slovensko manjšino v Italiji veliki izziv je spreminjanje teh odnosov med italijansko večinsko skupnostjo in slovensko manjšinsko skupnostjo. Do izrazitejših sprememb je prišlo v zadnjih 20-15 letih, se pravi od osamosvojitve Republike Slovenije, pa od teh integracijskih procesih, tako na krajevni kot evropski ravni. To pozitivno spreminjanje in tudi opuščanje tudi te logike ločevanja med skupnostma se izraža na primer prav v tem večjem zanimanju pripadnikov italijanske skupnosti za slovenski jezik in za slovensko kulturo. In sploh zanimanje za kulturo, za jezik, tako so se države in seveda posredno tudi za jezik in kulturo, ki je v okolju, v katerem
živijo. Eden izmed pokazateljev je prav gotovo vpis otrok iz neslovenskih družin v slovenske šole. To dinamiko vpisov v slovenske vrtce in šole na vseh stopnjah, od vrtca pa primarna stopnja, sekundarna stopnja, se kaže prek dveh pojavov. Prvi je pojav naraščanja vpisov. V zadnjih 15 letih se je populacija vpisanih na slovenskih šolah povečala za 30%, to 8.000 otrok več. In precej izrazito pa se je spremenila narodnostna jezikovna sestava populacije vpisanih v naše šole. To prisotnost otrok neslovenskega jezikovnega in narodnostnega izvora se v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji doživlja različno. Nekateri doživljajo oziroma sprejemajo to kot celomočan izziv, pozitiven izziv, kar pomeni, da se pač širi krog govorcev slovenskega jezika, poznavalcev slovenske kulture, poznavalcev tudi sosednje države. Nekateri vidijo v tem zlasti problem, ker morajo pomisliti, da slovenska šola je nastala in se razvijala kot ustanova za slovensko manjšino, to se pravi za pripadnike slovenske manjšine, slovenskega maternega jezika, ni navajena, nima niti opremljena pedagoško in didaktično, da bi sprejemala tudi otroke drugega jezikovnega izvora. Ta prisotnost otrok italijanskih družin pomeni tudi izpodriganje slovenščine na račun italijanščine tudi v nevodenih dejavnostih znotraj šole, v zunajšolskih dejavnosti. Treba pomisliti, da status slovenskega jezika itak ni enakopraven italijanskemu, ne v javni rabi, ne v neformalnih situacijah. In to privede do tega, da je vedno manj priložnosti rabe slovenskega jezika in tudi raven znanja slovenskega jezika upada. Seveda to odpira kup problemov in za nekatere seveda je tudi velik problem prav to uvajanje teh novih pedagoških oprijemov, oblikovanje novih didaktičnih oziroma bolj učinkujočih učnih pripomočkov. Za nekatere celo ta prisotnost otrok neslovenskega jezikovnega in narodnostnega izvora in seveda tudi to vključevanje italijanskih družin v slovensko šolsko predstavlja nevarnost za obstoj Slovencev v Italiji. Slovenska šola je ena izmed najpomembnejših ustanov Slovencev v Italiji in ki je veliko pripomogla tudi pri ohranjevanju, utrjevanju te narodne zavesti. S spreminjanjem te sestave šolske populacije se poraja problem, oziroma se postavlja tudi pod vprašaj vlogo slovenske šole. Ti pogledi na te razvojne perspektive, ki jih lahko ima slovenska šola, so tudi različni znotraj manjšine. Ta prisotnost sili tudi, da se upošteva te nove identitete, krajevne identitete, kot na primer, to se dogaja v špeterski šoli, to je dvojezična šola v Videnski pokrajini, kakor tudi te dvojne identitete. In za nekatere so te izbire predstavljajo zelo nevaren korak nazaj v smeri enega zmanjševanja pomembnosti, ki jo ima narodna pripadnost. Jaz mislim, da so vsi ti občutki, vse različna doživljena, te različna percepcije v večjem, manjšem meri utemeljena in upravičena. In to se dogaja tudi zaradi tega, mislim, ker se te spremembe, ki se razvijajo, ta večja interakcija med slovensko in italijansko skupnostjo začela bolj tako v privatnih sferah,
in mimo enega institucionalnega, zlasti političnega okvira. Osebno mislim, da glede tega je slovenska manjšina v zamudi in mislim, da bi morala te potrebe, ki izhajajo iz teritorija, ko mislimo, da tudi ta popraševanje po učenju slovenskega jezika, ne samo v šoli, ampak tudi odrasli, ki vedno večji številu vprašajo za tečaje slovenskega jezika in se vedno več teh tečajev tudi organizira. Mislim, da je manjšina v zamudi glede tega in mislim, da se bi morala tako teoretično kot tudi operativno opremiti in dobiti take teoretične in operativne inštrumente, da lahko slovenska šola tudi v teh novih razmerah ohrani tudi to vlogo seveda izobraževanja v slovenskem jeziku in tudi, da pripomore k ohranjevanju trvanju narodne zavesti. Mislim tudi, da bi se morala slovenska šola, oziroma manjšina, ker ni samo problem slovenske šole, ker potem vse te nove razmere se izražajo tudi v vseh drugih pošolskih, tudi okoljih, različnih družbenih okoljih manjšine, da se bi morala tudi vključiti v ta proces uvajanja in uveljavljanja medkulturne vzgoje na italijanskih šolah. Na italijanskih šolah se ta načela in vrednote medkulturne vzgoje uvajajo v zadnjih približno 20 letih zaradi prisotnosti otrok priseljenih družin in načela in vrednote te medkulturne vzgoje so eno izmed osnovnih temeljev, na katerih se razvija prav italijanska državna šola. Jaz mislim, da so ti izzivi, ki jih ima slovenska manjšina in ki